Oddaja Odnosi so zakon. Lepo pozdravljeni v oddaji Odnosi so zakon. Zakorakali smo v novo šolsko in študijsko leto, ki je nov začetek za naše osnovnošolce, dijake in študente. Pa ne samo zanje, je tudi nov začetek za vse zakonske skupine družine in življenja. O tem, kako delujejo naše zakonske skupine, koliko jih je in kako jim na poti gradnje odnosov pomagamo, se bom danes pogovarjala z mojima sodelavkama. Z Mojco Nuč, ki je od pomladi odgovorna za zakonske skupine, in z Meto Halas, ki je med drugim tudi urednica gradiv za zakonske skupine. Kot smo že navajeni, pa začnimo tudi tole oddajo z molitvijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod, ti si rekel: kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sredi sem jaz med njimi. Zato verjamemo in zaupamo, da si danes tukaj z nami, v tem studiu, in da si tudi z vsemi našimi zakonskimi skupinami, ki se srečujejo v tvojem imenu. Prosimo te, blagoslovi to oddajo, to naše srečanje, in blagoslavljaj vse naše zakonske skupine po vsej Sloveniji, naše zakonce, družine, otroke. Pomagaj nam, da bomo s svojim zgledom pomagali graditi odnose, za katere je vredno živeti. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mojca in Meta, kako sta? Dober. V redu? Kaj živčnosti? Aha. Ja, malo. No, to naši gledalci verjetno sploh ne bodo občutili, a ne, ko se bomo lotili ta pravih tem, v katerih sta Mojca in Meta več kot doma, ker to delata vsak dan. Ampak za začetek bi vas jaz nekaj vprašala. Kdaj in kako sta se pa vidve znašli v zakonski skupini? Meta, boš ti začela. Ja, midva s Primožem sva šla kar kmalu po poroki v eno župnijsko zakonsko skupino na Viču, kjer sva živela, in tam je pač zelo taka župnija, kjer se veliko dela tudi pač na vseh skupinah, in so naju kar povabili v eno zakonsko. Tam sva se res počutila kot doma. Primož je v bistvu preko njegovih staršev, a ne, sem jaz prvič prišla v stik s družino in življenje, ker sta bila Primoževa starša pač tako doma, a ne. In nama je bilo logično, da se bova pač vklopila v zakonsko skupino. Po 3 letih, ko sva se preselila iz Ljubljane na Dolenjsko, pa kar nekaj časa nisva šla v nobeno zakonsko skupino, in nekako se nam je zdelo, sej bi, če bi bila neka prilika, bi se vključila, ampak ni bilo, kakor ne. In pol je pa res prišla do naju novica, da se ustanavlja nova zakonska skupina, Diževa. In to pa sva rekla, ja, to pa pač bi si želela, in sva se priključila in prišla čist, nobenega nisva poznala, no, razen Danija pa vidimo pač odprej že, ki sta od začetka vodila, no, tako da smo se našli eni pari, ki se v bistvu zdaj srečujemo po, mislim, da več kot 8 letih, in smo se zelo povezali, no, tako da nama je res tako veliko dala, no. Pa vidva, Mojca. Pri nama ni bilo to tako hitro. Se pravi, midva sva se 1992 leta poročila in šele 2006 sva šla na ta temeljni seminar. Še za tega jaz sploh ne bi vedela, če ne bi bila z Vilmo sošolka na katehetsko-pastoralni šoli. Ona je tam pol pač malo reklame naredila. Tudi za zakonske skupine, ker jaz ne vem, če sva midva sploh kdaj o tem razmišljala prej, da bi se vključila, oziroma če govorimo v dvojini, tudi potem sem bolj jaz začela o tem razmišljati, ko Robi. Ampak po tistem, no, po tem temeljnem seminarju sa pa nekako, vsaj jaz sem si res želela tega, Robi se pa tudi nekako, ne vem, ni se glih opredelil, no, za ali proti. Je pa bilo pol, se pravi, leto pa pol za tem temeljnim seminarjem,
sva pa dobila direktno povabilo v eno zakonsko skupino v sosednji vasi, preko enega para, ki sta bila pa tudi na temeljnem seminarju, pa sta Dani pa Vilma prišla do njega, do njiju dveh in sta jih prosila, da naj jo prideta obiskat in povabiti v to skupino. In tako sva pol tudi mi dva, sva se priključila, sva še zmeri del te skupine, čeprav moram priznati, da sva zdaj že kar nekaj časa malo manj redna, ker sva pol kasneje, sva v naši župniji, smo še ustanovili 2 zakonski skupini, pa sva tam v teh 2 skupinah še vedno, v eni kot voditeljski par, drugo tako obiskujeva, plus tega, da sva še pač še v 2 zakonskih skupinah zdaj, ki jih pa predajava naprej. Tako da časovno nama zdaj že v bistvu tudi ne znese biti se povsod. Ja. Če sem prav seštela, sta trenutno v 5 potem. V 5, ja, sam se pravim, tisti čisto na eni, ta prvi sva malo manj redna, no. Viš, začela sta malo bolj počasi, ne? Zdaj sta pa toliko več aktivna. Super. V naših zakonskih skupinah se pogovarjamo o različnih temah. A ne? Začnemo s takimi preprostimi temami, kot je pogovor o zakonu, pa potem se pogovarjamo o edinosti in tako naprej. In zdaj vidve, ki sta že kar nekaj let na tej poti, me zanima, a sta na kakšnem srečanju zakonske skupine, pri kakšni temi, o kateri ste se pogovarjali, doživeli kakšen tisti trenutek, tole pa jaz v najinem odnosu delam narobe, tole bi pa mogla narediti drugače, da bi bilo recimo nama lepš ali pa da bi se znala lepš pogovarjati. Se spomnite kakšne take stvari? Ja, jaz se kakšnega vsebinskega trenutka zdajle ne spomnim, verjamem, da jih je bilo veliko. Sem se pa v bistvu zaradi zakonske skupine začela zavedati, da imam eno grdo lastnost in sicer, da skačem v besedo svojemu možu. In to mi je bilo, pač na enem srečanju sem ugotovila, jaz sem si želela, da on nekaj pove, ampak hkrati pač on razmišlja drugače, govori drugače, bolj mogoče počasi, razvija misel, pač ima drugačen način. In me je to kar malo motilo in sem pač ga hotela malo pohitriti ali pa mu kar dokončati stavek ali pa pač nekaj, ne. Zdaj pa v zakonski skupini je bilo pa tako, da je tisti, ki govori, pač tisti govori, ne, se ga ne prekinja. In jaz sem gotovila, da sem imela s tem res velike težave od začetka, biti tih in poslušati. Potem sem pa v bistvu ugotovila ob tem še nekaj. Namreč, jaz sem v mislih že kar dokončala njegov stavek, ne? On je pa nekaj drugega potem povedal in jaz sem večkrat me je presenetilo, kaj je povedal, kako razmišlja in da je v bistvu pač zelo dober, ne? Da razmišlja drugače jaz in vse, pač tisto, kar je povedal, je tudi imelo smisel, to je hotel povedati, ne, ker in pač to se mi zdi ena taka dragocena lastnost, no, ki je mogoče zakonci doma pač ne moramo se niti zavedati, ne, in ali pa se jo ne ozavestimo in jo tudi mogoče ne moramo na ta način odpraviti, ne, če nam pač, ne vem, nekdo mogoče tako ne pove. Je pa res zakonska skupina, no, to mi veliko dala, ja, v bistvu spoznavati svojega moža, a ne, kaj on razmišlja in videti, da tudi načine, kako jaz mogoče stopim en korak nazaj, zato da mu omogočim prostor, da on pove, kako je to dragoceno, ker v bistvu s tem jaz tudi pridobim, ker vidim pač tudi, kako bogate, ne vem, primerjave in pač stvari se dogajajo v njegovi glavi, no, tako. To mi je bilo res tako največ Mislim, da se nas kar nekaj žena prepozna v tej tendenci, ne, da bi namesto mož kaj povedali na skupini. Mojca, kaj pa je bilo recimo pri vama tisto, kar se ti zdi, da ti je zakonska skupina dala? Ko si vprašala, trenutek, ne, teh je bilo pri nama, mislim, jih je bilo veliko. Ne morem reči, da je bil to eden, niti se ne spomnim tudi ne tako ene konkretne stvari. Zdaj, glede na to, kar sem prej rekla, v kolikih skupinah sva, bi mogoče kdo mislil, koliko sva že popolna, perfekt, ampak še daleč proč od tega se mi zdi, da recimo tako, če gledam, da se stavljava z teh ahajev, ne vem, ene puzle,
se mi zdi, da jih je še kar nekaj za sestaviti, da je še kar nekaj delčkov zunaj. Ampak recimo, ko sem pa razmišljala, ja, kaj pa tisto, recimo, da pa lahko rečem, ne vem, da sva naredila nek napredek ali pa jaz osebno, mogoče to, da to brezpogojno sprejemanje, o tem sem jaz velikrat, mislim, tukaj sem jaz imela zelo probleme, ne, sem pogojevala, recimo, če boš ti to, bom jaz to, ne, ali pa sem imela neka pričakovanja, kaj bi mogel on narediti, kaj bi on mogel prvi narediti, ne, potem bi pa jaz tudi in sem pa rekla, ja, glej, če se pa on ne zrajta, pa se jaz tudi ne bom, bo se že spomnil, ne, pa bo pa tudi on, ampak ne, zdaj sem si prišla do tega, da v bistvu, ja, zakaj pa ne bi jaz recimo naredila prva nek korak, recimo, če se on zjutraj ne spomne, da bi me pogledal, objel, pa mi dal ljubčka, se pravi popkultura, ja, bom pa jaz to te prva naredila, ne, pa se v bistvu poveževa s tem. Mislim, lih tako, ima on mogoče slab dan, ali pa se ne spomne, ali pa nekaj, ali pa recimo, če je on na vrsti za randi, pa se ne spomne, pa nima neke dobre ideje, kaj ćemo komplicirati, bom pač jaz nekaj dala eno idejo, pa se mi je spomnila, pa greva na randi, pa se ima pol oba fajn in se naj jo to poveže, prej pa naj jo v bistvu to sam razdvojevalo, mislim, nikamor nisva prišla s tem. Tako da, ja, pa tudi to, ko si ti rekla, Meta. Mislim, fajn je na teh zakonskih skupinah, ko v bistvu res se mi zdi, tudi me slišimo včasih kaj, kar mogoče doma ne bi. Se mi zdi, ja, in tam res je tudi to pravilo, ne, da moramo biti tiho, ko mož govori ali pa ko drugi govorijo, ne, in že zaradi tega tam poslušamo, ne, je res to zelo dragoceno, ampak recimo, da se pol tudi ta pogovor doma nadaljuje, ko imamo te domačo nalogo za narediti. Ja. Prej si Meta že tako lepo rekla, ne, da ta skupina, v katero ste se vključila, ko ste se preselili, da je postala ena skupnost ljudi, s katerimi ste prijatelji. A ne? Kako vidite zakonsko skupino? Kaj je tista dodana vrednost? Kaj v bistvu vama osebno pomeni zakonska skupina ali pa vama kot zakoncema? Jaz, pa sej v resnici jaz vidim, tudi ko se pogovarjam z drugimi, vedno se je težko spraviti na zakonsko skupino. Doma imamo otroke, en kup enih obveznosti, ali pa naslednji dan nek naporen dan in zdaj pa ta večer pa še zakonsko malo, pa še varstvo rihtati, ali pa ne vem neki, ne. Toliko je res enih takih ovir lahko na tej poti, da si včasih tudi misliva, kaj pa če danes ne bi šla. Ampak po drugi strani je pa lih zaradi tega, kaj pa potem dobiva tam in kako se obogatimo drugega, se vedno spomnava, ne, vredno je iti. In v resnici, zdaj sva že mogoče, ja, kar ene par let tudi že kar opustila to mislim, ne, ni šans, da pač zakonsko skupino odreževa, ne, ampak ja, lih to, dobimo se pari, ki imamo podobno stare otroke, ki imamo podobne probleme, ko pač včasih se malo bolj hecamo, včasih res gremo na globoko. In to so se mi zdi tisti taki trenutki, ki nas povežejo v takem krogu, kjer v bistvu drugač ni takih priložnosti, no? A ne, da bi kje drugje imeli zakonci možnost, no, takega povezovanja. In se mi zdi, da je to pač zelo ena taka obogatitev za najin odnos, da vidva, da nisva same dva, ne, v nekih težavah, da imajo tudi drugi probleme, take kot mi dva, da imajo mogoče dobre rešitve, ne, in res smo se povezali, všeč mi je to, zdaj smo tudi po teh, imamo skupino, ne, na Vibru, ne, in se pač vmes že kar malo kaj vprašamo, ne, jaz imam pa to težavo, ne vem, sin se mi upira, noče k maši, kaj vi naredite, ali pa ne vem, jaz sem vem, da sprašvala, zdajle, ko smo imeli odvajanje od pleničk, čist take konkretne stvari, ne, kako si se pa ti tega lotila, ko si rekla, da je bil že pred leto pa pol suh, ne. Mislim, take stvari, ki ti v bistvu ogromen pomenijo, ker so toliko uporabne in praktične, hkrati se pa lahko pogovarjamo tudi take globoke teme, ki si jih
tako v družbi ne upamo ali pa nimamo niti prilike v resnici, no? Ker se mi zdi res, tukaj se ustvarja eno tako varno okolje, oziroma se ustvari, če smo iskreni, no? Tako bom rekla. Ni nujno, da se v vsaki zakonski skupini ustvari. In tukaj je, se mi zdi, da najbolj pomembno, da se ne bojimo pokazati tudi svoje ranljivosti, svoje krhkosti, ker šele tako v bistvu se prepoznamo, pa se začutimo, no, en drugega. In to je res dragoceno, no. Nikoli nama ni bilo žal, da sva šla na zakonsko skupino, po srečanju sva bila vedno sam. Sva se imela še kaj za pogovarjati, ne, tako kot si rekla, se je nadaljeval pogovor naprej. In to je pa tisto največ, kar šteje, no, da se midva da si postajava vedno bližje, ne. Jo, jaz bi rekla kar copy-paste, kar ste povedala. Je pa prva asociacija ob tem, kaj je zame zakonska skupina, res bom rekla, dobri in iskreni prijatelji. Taki, ki ga lahko sred noči pokličeš, pa ti bo pripravljen pomagati. Ja, in ko lahko res z njim podeliš vsako stisko, vsak problem, vse in recimo prosiš za molitev. Tako se mi zdi res, ne vem, izven tega varnega prostora, no, če bi lahko rekla, da bi, mislim, sej, imava tudi druge, recimo tako prijatelje, da tudi bi lahko rekla, da se imamo lahko take pogovore, ampak ne, znotraj tega pa res, no. Pa res ta varen prostor, kjer lahko vse poveš. Ja, Mojca, ti si od spomladi del naše ožje ekipe in si prevzela skrb za zakonske skupine. A nam lahko orišeš, kako recimo nastane ena nova zakonska skupina? Ja, tako kot imam jaz zdaj izkušnjo, zelo na različne načine, pa če začnem pri tisti najbolj enostavni, je tako, da me recimo voditeljski par pokliče, mi smo se sestavili v zakonsko skupino, midva sva voditeljski par, srečujemo se tukaj pa tukaj, naš duhovni spremljevalec je ta pa ta. In jaz to samo opišem podatke, opišem kontakte, kamor jaz pol pošiljam kakšna obvestila, kakšne maile. Ja, en tak primer, en tak voditeljski par je tule za kamero. Take zgledne zakonske skupine. Ja, takih si želim čim več. Pol recimo druga varianta je ta, da si nekje v eni župni duhovnik omisli zakonsko skupino in tudi recimo nabere pare, pa pol sam pokliče, rabel bi en voditeljski par in pač mi priskrbimo voditeljski par. Tretja varianta je recimo, da se mi zdaj, naprimer, k nam prihajajo prijave v zakonsko skupino, kar preko naše spletne strani. In naprimer, jaz pol na nekem območju zberem dosti parov za eno zakonsko skupino, poiščemo voditeljski par in pol v bistvu jaz temu voditeljskemu paru predam te kontakte in on pol naprej skomunicira, kje se bojo srečevali, pač se zmeni za prostor, se zmeni pol še za duhovnega spremljevalca. Četrta varianta je pa tako recimo, da pa mogoče jaz komuniciram z regijskim voditeljskim parom, kje bi naj se recimo ena skupina lahko srečevala, mi da naprimer predloge in potem jaz komuniciram za prostor, se pravi tak spet z voditeljskim parom in za duhovnega spremljevalca in potem pač predam te kontakte temu voditeljskemu paru in recimo potem on, od tam naprej potem on vodi skupino, naredi ustanovno srečanje in potem vse ostalo. Mojca, zdaj si že dala iztočnico, ne? Si omenila regijske voditeljske pare. A lahko za tiste naše gledalce pa poslušalce, ki nas spremljajo, pa mogoče tega izraza ne poznajo, malo razložiš, kdo je regijski voditeljski par in kakšna je njegova vloga? Torej, mi imamo razdeljene zakonske skupine po regijah. Regije so razdeljene po škofijah, torej 6 različnih regij po Sloveniji. In znotraj teh regij imamo pol različno število regijskih voditeljskih parov, glede na to, koliko je zakonskih skupin v določeni regiji. In pol vsak regijski voditeljski par skrbi v bistvu za te zakonske skupine oziroma
je v kontaktu z voditeljskimi pari. To se pravi, če voditeljski pari karkoli potrebujejo, ne vem, imajo kakšne težave pri vodenju, rabijo kakšen nasvet, pogovor, mogoče celo mentoriranje, se obrnejo na regijski voditeljski par. Enkrat letno regijski voditeljski pari organizirajo za te svoje voditeljske pare regijsko srečanje, ki je nekako sestavljeno iz duhovnega in iz praktičnega dela. Namen teh srečanj je v bistvu tako, da se drugega vzpodbujajo, si podelijo kakšne primere dobrih praks, pa so si tako, v bistvu bolj ta prijateljska naveza naj bi to bila, da so to nekako krepijo, v bistvu mi rečemo pri Dižu, da se krepijo ti notranji krogi, da je to nekako res ena taka prijateljska skupnost nastane. To pa jaz v bistvu potem tudi recimo ravno pri ustanavljanju novih zakonskih skupin se pol obračam tudi na regijske voditeljske pare, da mi oni pomagajo pol, s kakšnimi informacijami, oziroma tudi, ko iščemo voditeljske pare, jih oni pol bolj poznajo, bolj vejo, mi dajo ideje, ali pa recimo duhovne spremljevalce, ko iščemo in tako. Omenila si regijska srečanja, to so res ta manjša srečanja. Enkrat na leto se pa dobimo, vsi voditeljski pari, pa tudi vsi ostali sodelavci, pričevalski, govorniški pari na enem velikem srečanju. Ali lahko malo poveš, kako se temu srečanju reče, pa kaj pa tam počnemo? Ja, to je pa v bistvu ta bolj izobraževalni seminar za voditeljske pare, regijske voditeljske pare, pričevalske pare, pa govorniške pare. To je pa enkrat na leto. Dva dni, če je vse v redu, če ni korona, traja ta seminar. Tam so pa v bistvu zelo usmerjeni pogovori v bistvu za njih. Ja. Pa zdaj imamo tudi v bistvu nov priročnik za voditeljske pare. Ne nov. Posodobljen. Tako. Ja. So pa noter tudi zelo fajn, dobre informacije, napotki, vse, kar mora vedeti voditeljski par. In ta priročnik smo v bistvu letos tudi razdelili med vse voditeljske pare, ki so se udeležili tega usposabljanja, ki mu pravimo dajemo naprej, ker je to pomemben del naše vizije, tega, kako v družini in življenju delamo, ko želimo nagovarjati naše pare, da tisto, kar so prejeli, tudi dajo naprej, da ne ostane to v enem zaprtem krogu in da tudi zakonska skupina ni ena zaprta skupina, ki je sama sebi namen, ampak da v bistvu dela, da daje naprej tisto, kar je prejela. Ja. Mojca, si že omenjala, kako sestavljamo zakonske skupine. Kaj ti opažaš pri svojem delu? Kakšne vrste pari se prijavljajo v zakonske skupine? A so to bolj mladoporočenci, ali je tudi kaj starejših parov? A so tle kakšne specifike? Zadnje čase so, v glavnem se prijavljajo mladi pari. Tudi kakšni taki, ki se šele bodo poročili, ali ki so čisto na frišen poročeni, ali pa par let poročeni. Se mi zdi, prej je bilo so bile prijave tako preko raznih, po kakšnih seminarjih, so se ljudje vpisali, da bi šli v zakonsko skupino. Zdaj, zadnje čase je pa res teh prijav vedno več. In tudi ta razlika je, da recimo, ko sestavljamo eno skupino malo starejših parov, pridejo na prvo srečanje, jih pride ponavadi manj, kakor so nekako se odkljukali, da bi prišli. Ko so pa te mlajše skupine, ko imamo ustanovno srečanje teh mlajših skupin, jih pa pride več. Vsak še kakšnega pripelje, za katere mi vemo, da bojo prišli. Ampak jaz mislim, da to gre res tudi zasluga našemu Tadeju, ki zelo pridno objavlja na Instagramu, pa na Facebook strani in tako. In mislim, da ti mlajši to malo bolj spremljajo. Hitreje doseže informacijo. Ja, verjetno, in tudi se mi zdi, da so bolj odprti, manj imajo teh zadržkov pred zakonsko skupino, ker se mi zdi starejši, tako, si verjetno mogoče v večjih primerih si žene želijo iti, pa pol možje recimo imajo neke zadržke, pa mogoče tudi zadnji moment pol pritisnejo na bremzo.
ampak mislim, no, da tudi teh predsodkov je vedno manj. No. Se mi zdi, da tudi to navzven zdaj tako, no, je drugačen pogled zdaj na zakonske skupine, kakor je bilo včasih. No, ker se mi zdi, da včasih je bilo res zelo tako, to imate probleme, ali pa ne vem, da je to neke terapije se izvajajo. No. Se mi zdi, da vedno več je zavedanja v ljudeh, kaj to je, no, pa da je, kako je to dobrodošlo za vse. In se mi zdi res za mlade tako, kako je to dobro, no, koliko jim bo prizanešenega, no. Kolikrat sva midva z možem rekla, ko bi midva že takrat v štartu prišla v zakonsko skupino, kaj bi nama bilo vse prizanešeno. Tako, in ja. Tako da večinoma zdaj, no, ne večinoma, ampak ja, več je zdaj se ustanavlja teh bolj mlajših, no, zakonskih skupin. To je lepo vedeti, ne? Da nekdo, ki se poroči, že čuti potrebo po gradnji odnosa, ne? V bistvu preventiva, ne? In mogoče tudi, da povemo, da to zmotno prepričanje, kot si že ti malo naslovila, ne? Da nekateri mislijo, da je zakonska skupina za pare v težavah, ne? Recimo, kaj pa bi ti priporočila paru, ki pa je v težavah, pa se obrne na nas pa reče, jaz bi pa šel v zakonsko skupino. Naše voditeljske pare usposabljamo tudi v tem, a ne, kako prepoznati, kdaj par recimo zakonsko skupino potrebuje in lahko še nekaj naredi na odnosu, kdaj pa potrebuje res neko strokovno pomoč, ne. Imamo tudi take primere verjetno, ne. Ja, ampak so resne težave, potem boš prej si poiskati terapevtsko pomoč, no, strokovno pomoč, pa pol zakonska skupina. Zakonska skupina v bistvu do neke mere lahko prispeva k boljšemu odnosu. Sem zdaj, če so pa res ti odnosi že fej skrhani, pa mogoče lahko prej, bi jaz rekla, kontraučinek. No. Jaz ne vem, vsaj čist iz prakse, no. Mislim, midva sva imela en takšen par, recimo, no. Kar se ni dobro obneslo. Je bilo v bistvu slabše, no, ker sta se pol v zakonski skupini sta se še bolj sprla. Tako da dejansko sta si mogla, tako sva jim tudi midva svetovala, no, dajta se vidva prej poiskati neko strokovno pomoč, pa potem se vrnita v zakonsko skupino. Ja, in v zakonskih skupinah ne delamo, bom rekla, kar iz svojega znanja, ne, tudi voditeljski pari niso prepuščeni sami sebi, ampak zakonske skupine opremljamo z gradivi. In to delo opravlja naša Meta, a ne, urednica revije, pa še kaj bi se našlo, ne, in tudi urednica gradiv za zakonske skupine. In zadnje 4 leta smo v intenzivnem procesu, bom rekla, prenove teh gradiv, pa bi te Meta zdaj povabila, da majčkeno poveš, prvič, zakaj smo se odločili za prenovo, kako je ta prenova potekala, kdo je vse sodeloval, a ne, verjetno nisi bila sama, in kaj imamo zdaj za pokazati po teh 4 letih. Sem te hotela že prej popraviti. Ja, jaz sem tukaj sicer res urednica ali pa tako, ki to pelje, je pa tukaj zadaj res ekipno delo in moram pohvaliti, čudovite prostovoljce imamo, ki res dajejo in pač sebe, svoj čas in talente na razpolago in sem bila zelo počaščena zdaj sploh zadnje 4 leta, tako kot si rekla, ja, da nam je uspelo te 3 nove letnike dati ven in dati na voljo našim zakonskim skupinam. Kako je pa to v bistvu se začelo? Imeli smo dobra gradiva, ki sta jih takrat še Dani pa Vilma prevedla in priredila nekoliko, ne, za naš prostor. Ampak so bile neke pomanjkljivosti. Videli se je predvsem to, da izhajajo iz drugega okolja. Večkrat je bilo tudi tako rečeno, preveč je ameriško, preveč je šolsko, preveč je. In smo se tega zavedali, ne? In ko sem jaz prišla k Dižu, je pa v bistvu bil en tak korak že narejen. Namreč Benjamin in Aleš Čerin sta se že lotila in sta kar dober razmislek že dala, kako bi pa mi zastavili zdaj naša gradiva na novo, prenovili. In jaz sem v bistvu njun začetni razmislek, povzetek prevzela, no. Sestavili smo ekipo, Slavko pa Saša Štern sta prišla, sta se dala na razpolago za prvi letnik, Mateja Jemec Tomazin, tudi vidva z možem sta sodelovala pri prvem letniku.
Hkrati so bili tukaj še Benjamin je pač seveda bil zraven, kolikor je pač lahko. Pri 3. letniku smo povabili tudi Rafka Klemenčiča. In bolj ali manj v tej zasedbi smo potem naša gradiva naredili. To pa ni bilo tako lahko, no? Ker smo bili pred kar težkim izzivom. Mojca je že omenila, imamo različne pare z zelo različnimi izkušnjami, prav tako starostno, generacijsko razlike in smo bili pred eno tako dilemo, kakšna v smislu vsebine in zahtevnosti naj bodo ta nova gradiva. In smo se odločili za eno stvar in to je postopnost, da gremo res. Prvi letnik je zelo uvajalni, zelo tako mehek prehod, bi se rekli. Ne? Ni preveč nekih mogoče še toliko globokih duhovnih vsebin, so pa res take praktične in temeljne stvari, ki se v bistvu, s katerimi je treba v resnici začeti, in to je izboljšanje komunikacije, sporazumevanja med zakoncema. Potem drugi letnik gradiva Edinost je bil tudi v bistvu še vedno, da je pri 1. in 2. letniku smo se zelo opirali na stara gradiva, ampak smo jih tudi precej prenovili in je pa še vedno bil tako neka prenova. Medtem ko 3. letnik zdaj je bil pa res čist na novo zastavljen z malenkostmi vsebinami iz starih let, iz pač enega od starih letnikov, kjer smo videli, ta 3. letnik je mogoče večji poudarek na duhovni vsebini, duhovni formaciji, ki je mi kot odrasli kristjani v resnici nimamo, ali pa nimamo v zadostni meri, ker pač tisti verouk, ki ga imamo kot otroci, potem, ko odrastemo, ugotovimo, da nam ne zadošča. Ne? In smo nekaj takega želeli ponuditi v zakonske skupine, se pravi, da se začnemo pogovarjati o bistvenih vprašanjih naše vere tudi, o tem, kdo je Bog zame osebno, osebni odnos, ne, do Boga, do vere, seveda, ja. Pa potem, kako midva recimo najino duhovnost, kako je recimo jaz doživljam Boga, kakšno podobo imam, take, no, precej osnovne spet stvari, je pa res malo bolj tako, no, globok, kar se tega tiče. Se pravi, postopnost je bila ena taka stvar, ki smo se jo držali. Druga stvar, ki bi jo omenila, je res to, da so gradiva naša iz našega kulturnega okolja. In to nam je prišlo enkrat na misel na enem od srečanj, da kar mi moramo ponuditi ljudem, v čemer se bo vsak prepoznal, ne glede na to, kar sem rekla prej, ali je mlad, ali je star, pač ima ta daljši staž poročenosti, ali sta, ne vem, že globoko versko noter, ne, podkovana in tako naprej, ali pa z znanjem, ne. Pri mladih opažamo ogromno enega znanja, ne, ogromno ene širine, kako zdaj zadovoljiti vse te pač pare. In smo ugotovili zgodbe, ne, naša pričevanja, to je pa tisto, ki pa res dotakne vsakogar in smo čisto v vsako srečanje, hvala Bogu, imamo tak velik nabor naših pridnih pričevalskih parov, vsako srečanje dali eno zgodbo in vsaj eno zgodbo, no, ki lepo ponazori tematiko, na katero, ki te navdihne, ob kateri se zamisliš. In v bistvu to se mi zdi še največji biser v naših gradivih, ki ga imamo, no. Te zgodbe naših parov, ki so noter zapisane, ki pričujejo z besedo in sliko, noter smo opremili tudi, tako da se mi zdi, da to je največja dragocenost, kar jo imamo zdaj v gradivih in v kateri mislim, no, da se pač vsi lahko potem obogatimo, ne, na ta račun. No. Tako je. Mita si omenila, ne, da so pač različne tematike, da tudi 3. letnik je morda že malo bolj zahteven. In kakšni voditeljski pari, ki recimo jih prosimo, naj prevzamejo vodenje skupine, ne, verjetno vzamejo v roke gradiva in se zgrozijo, ne, kako bova midva to zdaj izpeljala, to srečanje, ne.
In ne samo to, ne, imamo tudi različne zakonske skupine, ki niso del družine in življenja, a ne, ki jih mi ne mentoriramo, pa tudi delajo po teh gradivih. Tudi za njih imamo eno pomoč, ne? Za vse imamo pomoč, ja. Mislili smo res na to, ker res je, ko vzameš ti gradiva v roke, pač vidiš samo vprašanja, ne. Zdaj, kaj smo mi mogoče v ekipi, ko smo sestavljali, se je ogromno enih stvari porodil in idej in pričevanj dodatnih in nekih izkušenj osebnih in kako mogoče lahko pride do nekega problema pri nekem vprašanju, kaj lahko voditeljski par v tem primeru naredi. In ker tega vsega jasno nismo mogli dati v gradiva, smo za vsak letnik posebej naredili vodič za voditeljske pare, ki res je koristen in ga priporočam vsem, ki bojo pač naša gradiva vzeli, da se res, sej ni potrebno veliko, se pripravljata na srečanje, enostavno imata zraven odprt, ker ta vodič je v e-obliki, še to pomoč, no, zraven in se lažje, mogoče pri nekakšnem vprašanju ne bosta vedela, kaj točno, ne bi se zdaj, o čem ne bi se pogovarjali, pa bojo tam mogoče, ker je pa res za vsako vprašanje je nekaj napisano, je nek poudarek in bojo tam mogoče našli kakšen odgovor. Ja, in moram še to reči, no, ena od vodilnih stvari seveda, ali pa osnov, na katerem delamo po gradivih, je Sveto pismo, a ne, vse temelji na Božji besedi, na resnici, ki je zapisana v Svetem pismu. In tukaj smo Slovenci dostikrat podhranjeni, a ne, in smo malo bosi na tem področju in tudi to je v tem vodiču, recimo večkrat so res lepe, enostavne razlage, ki jih lahko zakonski par potem komot, če nima svojih primerov, pa iz tam ven počrpa, a ne, in se v bistvu pač pomaga zakonski skupini, tudi rasteta, ne. Pa še vedno je bilo tako, da tisti, ki je bil voditeljski par, je skoraj največ odnesel v zakonske skupine, ker se je najprej pripravljal na vse to. In je to tukaj res v bistvu en tak lep pripomoček dodaten, s katerim se mi zdi, da lažje potem prevzameš tudi vodenje, ti ni tako mogoče stresno ali pa tako, no. Dajva še en zelo pomemben tehničen napotek. Ja. Kako pa pridejo tisti, ki si želijo naša gradiva do teh vodičev? Kje se skrivajo? Ja, se želimo, da bi bili čim bolj odkriti, a ne, ampak naročiš gradivo in dobiš povratni mail za informacijo, hvala, da ste naročili gradivo, je notri v tem povratnem mailu, in to tudi izrecno piše, tukaj je vodič za ta pa ta letnik in si ga v bistvu preneseš s klikom na povezavo. Prav tako zaenkrat je vodič tudi na voljo na spletni strani, vedno pa se lahko obrnejo na regijske voditeljske pare ali pa na, pač, ne vem, v končni fazi tudi na nas, na mene osebno, da jim ga posredujemo, no. Res si želim, da bi se ga uporabljali. Verjamem tudi, da mnogi niso niti vedeli, da ga imamo, ker pač je le ena stvar, ki se pač ne moramo sfokusirati toliko na vse stvari, ne, kar se tiče novih gradiv. Ampak je vreden, no, vpogleda in tega, da se ga poslužujemo. Bomo dali link. Ja, dajmo link. Torej, povezavo do vodiča boste tudi videli tlele spodaj v naši oddaji, da ga boste lahko si takoj pribeležili. In tako kot je že Meta rekla, ne, vzpodbujamo vse zakonske skupine, ki delate po novih gradivih, da si res s tem vodičem pomagate, da si ne belite preveč sami glave, takrat, kadar imate občutek, da se vam je malo zataknilo. Mi bomo počasi zaključili s to oddajo, pa bi vaju Meta pa Mojca vprašala, imate kakšno zaključno misel za vse naše zakonske skupine, voditeljske pare? Kaj bi jim recimo, da smo še na začetku te sezone položili na srce za letošnje leto? Jaz bi rekla, nikoli ni prepozno. Mi smo enkrat začeli zakonsko skupino januarja. Ne, da bi se zdaj s tem hvalila, ampak vedno se splača potruditi, če niste mogoče še skomunicirali, nič hudega. Lahko začnete konec oktobra, lahko začnete novembra. Jaz bi samo to rekla, pejte, ker jaz verjamem, da vam ne bo žal. Pa tudi tako po izkušnjah drugih parov, ki v bistvu
podobno čutijo, no, ali pa so izrazili tudi to, da jim ni nikoli bilo žal. No. Tako da ja, to nikoli ni prepozen, da se odločiš, da greš, rabiš pa nekaj, rabiš pa malo poguma. Ne? Tako da dajte zbrati tisto malo poguma v peta. Super. Ja, jaz mislim, večinoma zakonskih skupin je itak že zalaufalo, tiste, katere še niso, ki so še recimo, da po koroni še malo počivajo, da so si dali malo daljši počitek. Naj kar pridejo nazaj skupaj in tako kot je rekla, ne bo jim žal, no, ne bo jim žal, pa tudi recimo res, da se poslužite zdaj teh novih gradiv, ker so res odlična. Res tudi to, kar si ti rekla, Meta, s temi pričevanji, se mi zdi to res dobro, to tako odpre nova pričevanja, no, mislim, to so res, pol se odprejo take zgodbe znotraj skupin. Tako da tisti, ki pa še niste v zakonskih skupinah, pejte na našo spletno stran, dajte se vpisati, dajte se prijaviti v zakonsko skupino, jaz dobim vašo prijavo in bomo našli za vas top skupino in res ne bo vam žal, obljubimo vsi tukaj pri Dižu. Tako, in kaj ćemo drugega reči na to, kot da lahko naredimo eno piko tej oddaji. Meta in Mojca, hvala za vse, kar sta podelili z nami. Jaz upam, da vsi, ki so nas spremljali, da so našli kaj koristnega zase, so morda dobili kakšen odgovor na vprašanje, ki se jim poraja. Hvala pa tudi res vsem vam, da ste zdržali z nami ta čas. In želimo uspešno delo v zakonskih skupinah, vsem, ki se pa še odločate, kot je rekla Mojca, pa veliko poguma. Ne, glih prav poguma. Srečno!